V Kranju je potekal 29. otroški parlament, ki pomeni nadaljevanje 28. lanskoletnega parlamenta. Enako je seveda tudi na državni ravni. Namreč na 28. otroškem parlamentu so učenci, učenke opozorili na problematiko, s katero se srečujejo v osnovni šoli. Zakaj v osnovni šoli? Ker je seveda tudi delovni naslov otroških parlamentov šolstvo in šolski sistem. No, mi smo seveda v tej naši državi tik pred pričetkom postopkov za spreminjanje sistema. Pri predsedniku države so se že zbrali eminentni predstavniki šolstva, ki na nek način napovedujejo, da je potrebno v Sloveniji posodobiti nekatere elemente, tako na področju osnovnega izobraževanja, srednješolskega in nenazadnje seveda tudi na visokošolskem področju. Danes pričakujemo, da se bomo v 3 delovnih skupinah pogovarjali o nujnosti in o tem, kako si mladi predstavljajo spremembe v šolskem sistemu, kaj želijo, predvsem pa, kaj se je tisto, kar so priporočili in povedali že na 28 otroških parlamentih, tako v Kranju kot v Ljubljani in seveda povsod drugod po Sloveniji, dejansko tudi pričelo udejanjati. Pričakujemo, da bodo šolski organi imeli posluh za pripombe mladih, ker ne na koncu tudi sodelujejo aktivno v delovanju nacionalnega otroškega parlamenta in enako seveda tudi pri nas, ko pričakujemo torej za udeležbo predstavnikov Zavoda za šolstvo in seveda skupščine občine Kranj. Izvolili bomo tudi 3-člansko delegacijo otrok, ki se bo udeležila 29. nacionalnega otroškega parlamenta, ki bo zasedal v prostorih Državnega zbora, in to bodo 3 predstavniki oziroma delegati, delegatke, ki bodo zastopali interese kranjskega medobčinskega otroškega parlamenta.